Eno orodje bi vam rad pokazal za vsak slučaj, tisti, ki razmišljate o tem, projektanti, ki morda to potrebujete, enostavno dostopno. Mimogrede vse, kar bo tu potem preko Domna, bo tudi dosegljivo. Tudi naslednji dokument, ki sem ga že odprl v PDF-u, detajli podzidka oziroma cokla, jih potem lahko preko Domna dobite, PDF in tako dalje. To je eno orodje, Baubuk, avstrijsko. Sicer piše za pasivne hiše, ampak to zdaj ni pomembno, ker so vse mogoče konstrukcije, tako tal, stene, ki se dotikajo tal, zunanje stene, stropovi, strehe in notranje stene so v bistvu veliko sestavo. Bomo pogledali, kako to izgleda. So tu v tej bazi podatkov. Potem, če greste v štartno stran, pridete tudi do tega, da lahko pogledate ves nabor materialov, ki imajo kakršnekoli podatke z naslova trajnostnosti. Poleg osnovnih podatkov, izolacijskih in ostalih, koliko pač imajo kilogramov, prevodnost, blagovpojnost in tako dalje, imajo materiali tudi podatke o tem, koliko povzročajo izpustov CO2, koliko uničujejo trajno abiotske resurse, koliko se pravi nepovratni so, vplivi na žveplov dioksid, zakisen so okolje in tako dalje. In to so neodvisni podatki. Večina, kjer jih ni, je pa to piše. Tako da s tem lahko že v bistvu tudi dejansko analitično presojate, koliko je sestava, ki jo skupaj sestavite za neko konstrukcijo, v resnici trajnostnostna. Da ni samo zelo lepa in vam se zdi prijazna, pa naravna, ampak v zadnje pa je morda kak keč, ki pa nič ne zmanjša ogličnega oziroma okoljskega vtisa v primerjavi s čim drugim. Tako da, če tule... To je drugač link, ki je že bil na spletni strani tam v specifikacijah svojega predavanja. Tako da to je že gor. In v bistvu to je, vsak se lahko, to je zdaj zastojen dostop, če se pa samo naložite, dobite pa svoje geslo, pa lahko tudi sami sestavljate svoje sestave teh elementov z materiali, ki jih pač želite uporabiti. Jaz sem, na primer, smo delali razvoj tako imenovane hiše E4 Wienerbergerja, opečna hiša, ki ni želela biti niti pasivna, niti plus hiša, niti nizkoenergijska, ampak hiša emocije, energija, ekologija in tako dalje. In smo v bistvu razvili opečno hišo, ki je zelo trajnostnostna in jaz sem tam temu njihovemu projektantskemu timu, arhitektu in pa ostalim v menedžmentu moral razložiti, zakaj pri tem gre. In smo, na primer, opečno steno s klasično fasado iz polistirena, pa tanko stojen domet, ali pa klasična fasada z kamene volne, kar so oni želeli dati. Sem pač dal ene ilonatomete znotraj kot varianto, zunaj sem pa dal, na primer, lesno vlakneno ploščo kot stranski produkt pri lesarstvu, ne, kot fasado, tanko stojno kontaktno in potem smo dobili ven izpis za tisto, kar so oni želeli, kar večino počne, in okoljski izpis za to, kar sem jaz predlagal in potem se vidi, kje so razlike. Tako da hočem reči, če se naložite v ta program, lahko sami vstavljate poljubne sestave, poljubne materiale in vidite, kako napredujete z zmanjševanjem okoljskega vtisa. Tako da tu, na primer, da je to, kako to izgleda, samo, evo, tako to izgleda. Se pravi, tule je v bistvu sestava, lahko pogledate v 3D grafiki, pa potem stisnete 3D, pa aktualizira, pa se postavi pač v 3D, no to zdaj ni bistveno. Pogledajte, na primer, da je to od spodaj navzgor, 9 je geotekstil, nasut je iz peska, ta gradbena lepenka, nek beton, 5, oziroma 6, 5, aluminijski, bitumenski, ta hidroizacijski trak, XPS, tako dalje. In zato imate vse podatke gradbene fizike. Ja, zdaj pa spet tam ne vidimo. Ampak, kaj pa se še nadaljevanje vidi? Gledajte, in tule potem imate podatek, prevodnost tega sestava je 0,16 W na kvadratni meter Kelvina, to je eno, spravi U vrednost. Potem imate pa okoljski indeks 3. To so pa primarna energija, ki je vezana na to sestavo. Global warming potential 100, se pravi, to je ekvivalent v CO2, koliko CO2 izpustov na kvadratni meter radi konstrukcije gre v zrak. In pa acidification potential, to je zakisenost okolja, koliko v proizvodnem procesu in procesu uporabe in razgradnje teh materialov v bistvu povzročite zakisenosti okolja, kar pomeni izpuhi iz tovarniških dimnikov, žepa, ki pade na travnike, ki gre preko atmosfere v vode in potem voda gre v polje in se zmanjša rodnost polj, imate onesnaženo potalnico in pitno voda je zakisana in tako dalje. Skratka, to so vsi ti parametri, ki se pri tem vrednotijo. In gledajte, to je eno tako orodje, potem pa, ko greste vi noter, pa samo nastavite svoj
primer, piše, prijavite in kopijo tega materiala sami obdelate, pa zamenjate tu poljubne materiale. In lahko stavite slamnate baje, lahko stavite, ne vem, lesna vlakna, konopljo, ilovco in dobite potem spet vse podatke o tem in tudi okoljski indeks. Toliko, da veste, to je lahko zelo koristno, ker je to eno redkih zastojnih orodij, ki je pomaga pri tem, da se iz mainstream gradbeništva preusmerite v bolj trajnostno, če je to komu. Baubook. Ker je bilo namreč zanimivo, ko smo to počeli, je bilo kar, ko sem namesto enega tega sintetičnega materiala stavil nek recikliran lesni material, je v bistvu ta okoljski odtis na segmentu primarne energije, pa še na enem segmentu v bistvu za polovico padal. In potem so se vsi samo, kako je to možno. Ker so bili pripričani, da je hiša že dovolj ekološka, ker bo varčna, ampak v bistvu potem sploh ni bilo tako. Ne? In dostikrat se vidi, da točno vidiš, kateri element v sestavu konstrukcije ima najbolj bistven okoljski vpliv. Ker morda se motimo, ne? Mislimo, da ima, ne vem, steklena volna velik vpliv, pa nima steklena volna velika vpliva, morda ima bitumenski trak velik vpliv, ki pa mora biti zraven. Ali pa neka folija, ki jo daste v steno, pa morda ne je bilo potrebno, ima spet nek velik vpliv. In tako dalje. Ne? V bistvu lahko se igrate z temi parametri, ki jih vstavljate in potem ugotovite, kaj gre. A je mogoče to delal cenovna primerjava, v bistvu pač okoljski odtis, koliko to podraži dejansko gradno? Pri pametnem projektiranju zmanjša stroške. Zmanjša stroške? Ja. Samo moraš to pač početi tako. Razumem. Pa zdaj, da ne bom to svet predolg, ne? Mi smo to počeli, ne? Še prijateljica Združenja za trajnostno gradnjo, tu smo to počeli v Sloveniji nekaj časa, pa še naprej počnejo, smo to razlagali, ne? Na vseh nivojih. Okoljski odtis, pa tudi investicija do novogradnje, se pravi zajema materiala kamnolomov, predelave, izdelave, pripeljanosti na gradbišče, postavitve in predamo objekt. To je tako imenovano od zibke do vrat. Tam smo začeli, vzeli, dali vrata, odprli, izvolite uporabljati stavbo. Ta cikel je zdaj že v bistvu v evropskih tokovih standardiziran, da tu se ve, koliko je okoljskega odtisa, za kateri material tehnologije in na to se vsa industrija transformira, večinoma je že. In te nacionalne strategije, standardizacija in tako dalje. Stroški, ki so s tem povezani, so približno tako, da pri večini stavb, če gledamo samo strošek stavbe, take, ko smo do zdaj počeli, ali pa take bolj ekološke, isto od zibke do vrat, je lahko isti, enak, mislim, manjši ali pa tudi višji, odvisno od tega, kako kaj zasnuješ. Ni pa nujno, da je dražje, to sploh ni povezano s tem. Hkrati pa je treba vedeti, da je celoživljenjskem ciklu stavbe, ko pa stavbo mi nehamo uporabljati čez 50-70 let in so v bistvu javne stavbe preverjene na 30, oziroma tako rekel, poslovne stavbe, naprimer fabrike, poslovni objekti na 30 let, javne stavbe na 50 let, kakve bolj pomembne stavbe, kot so knjižnice, bolnice, pa na 70 let obratovanja. Pridemo do tega, da je od postavitve in predaje stavbe do zaključka življenja stavbe, investicija do predaje stavbe vredna 15 do 25% celoživljenjskih stroškov. Se pravi, irelevantno se je razmišljati o tem, koliko bo stavba koštala, če je dražja, relevantno je razmišljati o tem, koliko bo stavba stala v celem življenju uporabe. To je bilo drugo del mojega vprašanja, ja. Razmer je približno tako, 15 do 25% je ta del do investicije, do predaje stavbe, to, kar smo mi navajeni, kar vsi razmišljajo in v javnih naročilih to znižujejo, zato pa potem preostali del zelo dvignejo. Ker to naredijo najceneje, najslabše, da pride skozi javno naročilo, čeprav to že dolgo ni obvezno, ampak noben ne razpisuje kvalitetnega, ne, pa zelo redki razpišajo kvalitetno projektno nalogo, ker bi se zavedali te pomembnosti celoživljenjskega stroška in okoljskega odtisa s tem povezani. Tako gremo zadalje, drugače bomo spet zamudili. Glejte, to je pa zdaj pregled ene dokumentacije, ki jo pa tudi lahko dobite. Zdaj jaz ne preferiram Avstrijcev, da boste mislili, jaz sem se učil pač na Danskem, pa v Nemčiji, pa v Avstriji, pa ker znam angleško in nemško, oboje berem, ampak najbolj poznam ljudi iz Nemčije in iz Avstrije in tudi največ viruje in ko kaj googlam, pa kaj iščem, vedno najdem neke standarde. Oni imajo tako imenovan,
tu je logotip, gledajte, Holzforschung, ne, to mi nimamo, ali pa moče že imamo, ne vem. Ampak tako velik kup vseh rešitev v lesogradnji za leseno kat, leseno pipo, do lesene hiše, stolpnice, tunela, pretiravam tunela, ne, je lahko v katalogu, ki je Nacionalni inštitut Združenja za lesogradnjo že izdaja desetletja in vsaki hoče s tem graditi, ima osnovni pol metra literature vedno na voljo. Enako je v digitalni obliki. Zato jaz to najlažje vedno poiščem smernice ali pa interesna združenja teh držav in potem dobiš najboljšo literaturo. Tako da je to en izdelek, ki je pa v bistvu delovna skupina za priključek na coklu. Priključek cokla na stavbo, ne, to je že delovna skupina, ki se samo s tem ukvarjala, ker je seveda tako pomembna ta zadeva. In tu zdaj pridem do tega, kar smo prej načenjali s tistimi sličicami. Tu bom malo tu preletel. To je namreč samo možno brati, zato nisem tega mogel skopirati v prezentacijo, ampak gledajte, toliko, da se tu ve, to so oznake, pa bi to pozornost usmeril na tole oznako, nivo praga, pa področje špricanja padavin po stavbi, ko se tal odbija. To je tisto področje povečane vlažnosti. To vidimo, da je neka pregrada proti vlagi, ostalo pa ni tako pomembno vedeli, vse to je v bistvu tam, ko stoji na kompaktna fasada, to je ometana fasada po domače. In zdaj gremo, še malo niže, to je zdaj prikazano tu kot schematsko na tej sliki, in pa potem gremo na podrobne rešitve. Skratka, to je ta področje špricanja, v tem primeru je prag tudi tu predviden. In to so te oznake, gledajte, tu je vedno nek vogalni tesnilni trak, tu je neka pregrada, tu je neka drug premaz, tu je nek premaz, ali pa zaključni prevleka, neka izolacija, ti detalji, tesnilni trak, drug tesnilni trak, pa odkapni nos. To so nekako te klasične, pa najboljše rešitve za vogal. Tule seveda bi ena pasnica bila še dobrodošla. In to je to. Zdaj pa gremo malo dlje, kjer so ti pregledani na več načinov, oziroma tule se mi zdi, da je že pokazano. To na primer piše pozitivni primer priključka cokla oziroma podzidka po slovensko na dvignjeno teraso, ki je na nekem nosilcu nekem rešetki iz nosilcev. Ampak pozneje bomo videli detalje. Podarek na tem, gledajte, kako široka rešetka, kjer se mora prepihovati, kjer mora voda vsa tako teč, nič ne sme tu zastajati ali pa špricati in se zadrževati, zato je tako široka luknja, tako globoka luknja, kot boste pozneje videli pri rezu, nujna. Ne pa kar tako nek les do tja, pa tam, potem, ko dežuje, stoji nekaj časa voda in se v tem vogalu ne izsuši tako hitro. Ker se potem že čez leto dve poznajo tam nastavki za poznejše propadanje. Ampak mislim, da je ta fotografija v nadaljevanju tudi nekje prikazana. To je, na primer, en primer. Fugen fršluz pomeni zaprtje te fuge, ne, med zgornjim delom, ki nalega, pa med tem, ki prihaja gori. Tu tudi, v bistvu, gledajte, en zatesnilni trak, ki je v bistvu više od 15 cm od tal mora to biti. Mimogrede, še zdaj je predpis, nemški predpis, ne vem, kako je v evropskih, ENFA, v evropskih standardih, v evropskih, ja, v SIS-u, ampak nemški predpis, ki so ga večinoma uporabljali, še zdaj pravi, kolikor je na streha na pušč, pa imate izstop iz terase, iz dnevne sobe ali pa stanovanja preko praga na teraso, mora biti 15 cm stopnice. To je še vedno predpisano kot nemški standard v Nemčiji. Pri nas bi vsi imeli ravno zdaj, ker je moderno. Niti 2 cm zoba za dež, ki prihaja z vetrom preko preliva pod prag, ki je slabo narejen, pa zateče noter pod hišo, noben ne bi delal. Tako da vsaj nek prag pri piru, pri vratih je treba narediti, oziroma smiselno hišo drugače koncipirati. Če pa že, pa seveda tisto, kar ste prej videli, pa gremo zdaj naprej. Toliko, da upozarjam malo sproti na te stvari iz prakse. Tole je en primer, ki sem ga pa jaz moral celo pred kratkim tudi uporabo. Vidite, to je temelj, potem je premazana skratka z lepenko, mislim z bitumenskim namazom, in potem gre še preko na les. To je v tem primeru je to križno lepljena plošča, lahko je kakršnakoli lesena konstrukcija.
Ne, ampak piše s prednamazom in bitumenskim tesnenjem potem. Če to pride poleg prezračena lesena fasada? Ja, karkoli lahko pride. In potem še en zelo zanimiv primer, ki ga jaz tudi vedno uporabljam, če že gremo skozi teraso ven, poleg vsega tesnenja spodaj se potem da še ena taka polička z nerjaveča aluminijasta, ki prekriva vse spoje bitumna in vse, kar smo premazali, ki sicer so elastični, lahko pa čez 30 let zaradi nekih obremenitev, staranja, vročine velike, skrčijo se in počijo in so potem čez 30 let v bistvu zamakani. Zato je vedno smiselno dati še tako poličko preko. In gledajte, na to pride potem z te strani položeno, naprimer, lesene deske, ki pa to skrijejo. Deske na nekem prevzdignjenem podstavku, spodaj teče voda, deske se zračijo, so na suhem in nikoli ne more tu noter zamakati. Ker verjete, da ko tu dežuje z nevihto, se tudi 10-20 cm visoko lahko dvigne voda. In to s pritiskom. Vsako režo je še večji pritisk, ker je šoba. To sem jaz delal na 50 leti na prvih 2 pasovnih vrtcih, ko smo prenavljali, sem to uporabil, tako da zdaj vidim, da to imajo v literaturi. Pa ne od mene, šalim se, to so take rešitve, ki v bistvu so zelo koristne pri celotni gradnji, zelo malo koštajo, zavarujejo pa lahko ves trud okrog teh najlepših detaljev, kot je izhod na teraso, najdražja vrata, panoramska terasa, ugodje bivanja je lahko takoj pokvarjeno, če spodaj začne nekaj gnit, ali pa se začnejo fleke delati po letu 2-3, vse skupaj pa zelo dosti koštalo in je v bistvu največji presežek tiste fasade morda. Vidite, tule potem... Čeprav še nekaj mi prije na misel, ker sem tudi sam tako delal pri hiši, izziv imaš takoj izolacije, kako je, ker če imaš ti tak kanal takoj, umemo že prej v bistvu vedeti, da je, kaj sem imel tam... Kje bo? Tako, jaz sem pač, ker je bila adaptacija, ne vem, 10-15 cm silodura, na tisto plato, ker je bila direkt plata in sem v bistvu šel z deskami na to, to se pravi, jaz tam nimam variante, da do kanala, Ja. Kanala z rešetko pod lesom spod, ker sem rabo izolacijo, dražem pa čisto ploten most. Ja, gledaj, lahko bi imel ti tam po debelini plošče morda 5 cm izolacijo, potem več, pa bi lahko rešetko približal. Če tako delaš, ko je treba stopiti na pragu na debelo izolacijo temelja pod pragom, je en enostaven trik, ja bom to zarisal, z cementnim lepilom, veste, kako se dela fasada. V plotni izolaciji se potegne gor neko lepilo, potem se potegne mrežica z lepilom, potem pa gre za ključni sloj. Tako da, če imamo v bistvu tule, na primer, so vrata, to je zdaj prerezu, tu je notranjost, tu je pa zunanjost. Pa naprimer, da je to neka toplotna izolacija. Tule je pa temelj. To je toplotna izolacija. Vi pa želite imeti tu zdaj, spoj tu je pol šlo spet tisto čevina, pa gre tu v tej smeri deske. Pa če želite, da je to zelo močno, se tole, ta stirodur, 2-krat ali 3-krat premaže z lepilom in z mrežico. In dobite vi v bistvu material, ki ima centimeter obloge, s polno mrežice in je ta centimeter tako močan, da lahko gor stopite in se ne bo izolacija poškodovala. Se pravi, dobite, lahko prah naredite. Ko delate pri zelo varčnih hišah tako debele izolacije temeljev, kako potem tu položiti nekaj tlakovce ali pa nekaj narediti, To se samo 2-krat ali pa 3-krat premaže, rahlo naklon dol, tu zgoraj se potem še bitumnom, da to voda dol teče in potem dobite tako močno strukturo, da ekstrudirani polistiren s dvojnim ali pa strojnim premazom je v bistvu sendvič plošča. Tako da ne rabite tu nekih posebnih kotnikov dragih, pa ne vem, kaj še vse obstaja, konzolic, ampak samo se malo nakloni in premaže. To ne bomo gledali. A to ni uredno rešitev, če je šodr od spodje, ko preveč gor špica, ne? Ne, se tu je zdaj, tu je mišljeno. Izvedba lesene fasade z vertikalnim opažem, z zadostno višino varovanja pred brizgajočo, pred vlago, ki šprica v tale.
To je več kot 30 cm je tu narisano. Pol pa tule se pa zdaj ne vidi, ampak tule, kjer je deska do tal dol, so tu že deske po kratkem času temne. Piše, prve obarvanja so že vidna po kratkem času, to se ne vidi. Skratka, če je les do tal, zelo hitro dobi sivo barvo, čez čas začenja potem tam tudi malo razpadati. Zato obstaja spet nekaj trikov, boste videli pozneje. To pa je, na primer, zdaj spet pravilna izvedba. Tu imajo oni nadaljevanju omenjeno, da prvo desko tako vgradi, da se je dal črofati, če slučajno se gnije čez 15 let, pač zamenjaš. Tako da, spet čisto enostavno. Najbolje je tako. Tu je nekam riža, kaj tisto zraven? Prosim? Tu je tam rižca zraven. Rešetka. Tu zdaj piše nega in vzdrževanje. Seveda treba tudi pobirati liste, pa otoke odnoševati pa tako dalje. Kanaleta ali je spodaj potem ravnost? Lahko je oboje. Kanaleta je tu. Če vodo stran odpelješ, je boljše, lahko dosti pustiš pa spodaj, kam odpelješ. Ampak to, vsake primer to vodo treba odpeljati, ker če ne tu direkt v temelj podlivaš. Piše odvodnjavanje v bistvu. Kar morate vedno seveda tudi vedeti, pa povedati drugim, žlebove treba vsako leto očistiti listja, pa peskolove jaške, kjer pride žleb v tla, vsako leto pogledati, pa pesek in listje ven pograbiti. To večina stanovalcev v večstanovanjskih objektih ne ve, doma pa tudi redki to počnejo. No, zdaj pa prihajam do teh priključkov. No, to je v bistvu ta odprej. Gledajte, zdaj, da morda gremo za skozi za začetek. Tu piše, to je za izravnavo nivoja, ali pa tisto malta za podlivanje. Modro je v bistvu hidroizolacija, rdeče je zrakotesni priključek gradbenih elementov na tla. Pri zrakotesnosti tu moramo drugače, če je tu parna ovira, ali pa v tem primeru je OSB plošča, pa kakva folija, moramo to tudi seveda stik na tleh izvesti, ker če ne, tu para vhaja tu skozi in gre tu spodaj, prihaja v to področje in tu kondenzira in začne ta vogal gniti. Zato mora biti tu konsistentno izvedena zrakotesnost oziroma varovanje difuzije. To smo že prej videli, to je v bistvu neka lesena konstrukcija, ki ima od zunaj katerokoli toplotno izolacijo. Za naravno gradnjo je najbolj primerna v bistvu ta lesne vlaknene plošče s tankoslojnim ometom. Potem odkapni nos, tesnilni trakovi, to je ekstradirani polistiren moder, tako kot pri nas. No, to je to. Tu pa zdaj v področju vrat. Ta ista konstrukcija, Glede, tule je sicer tale element je iz drugega materiala kot tu, ker je bolj trd, bolj nosilen. Lahko se isto z tega naredi, pa se dvakrat premaže, tako kot sem vam rekel. Kaj jaz tu naredim? Naprimer, tale vložek, ko hočemo tu od zunaj zatesniti pred vdorom vlage, tu noter, tu spodaj, kakorkoli že, je to prirezan ta ekstrudiran polistiren, dobi se še en drug, ki se imenuje pure nit, ki je še bolj trd, bolj nosilen, to je vse sintetika, ki ga namažem od zadaj, pa spodaj z gladilko, z polimer bitumensko gladilno maso. To boste pozneje videli slike z gradbišča. To ni ibitol, to ni ogreta bitumenska ta lepenka, ampak je v bistvu eno ali dvokomponentno polimer bitumensko lepilo, je črna masa, ki se z gladilko nanaša, je hkrati lepilo, hkrati hidroizolacija in se ne stara in je ne poka in je elastična. Se pravi, da vsem pričakovanjem za 50 let življenjske dobe vsaj zadosti. In je enostavno to s tem delati in je poceni. Ne segrevamo togo nekih bitumenskih trakov z brennerjem, pa mažemo z ibitolom, ker je tisto slaba rešitev. Potem se pa pred tole, ko sem prilepil s to črno malto, oziroma s črnim lepilom na tej strani, potem pa tu zgoraj premažem to z cementnim lepilom in mrežico in potem še od zgoraj premažem s tem bitumenskim. In potem imamo ta element
fiksen, nosilen, elastično vpet, hidroizolativen in toplotno izolacijski in nič mu ni tudi po 50 letih. To je za to. No, tole skadri, da to je ta pločevina, je pol tu pod odkapni profili vrat, potem pride pa tu neka ta rešetka, tole je pa očitno vzdolžni smeri neka aluminijasta cev, na kateri ta rešetka leži. In tule imajo napisano, za kateri fasadni tip gre, kako visoko je od praga, mislim, prag dvignjen od tal, kje se tesni, in komentar, kaj je dobro, kaj je slabo, in potem mislim, da je celo stroškovno ocenjeno. Čakajte, če je... A pozneje imajo celo zvezdice, kaj je dražje izvedel, kaj je cenejše izvedel, tak za orientacijo. No, to je spet en tak, kjer je tu manj kot 30 cm praga, ampak je predvideno ta višina, do katere varujemo malo višja. To se pri taki fasadi naredi tako, da se pred zaključnim slojem, pred zaključnim slojem, ko se nanaša, spravi na izolacijsko ploščo fasade, se potegne osnovni premaz, potem gre lepilo z mrežico in preden gre za zaključni sloj, se tu v tem področju potegne to spet z, naprimer, hidro stop elast, cementno lepilo, dodan kavčuk ali pa ne kavčuk, lateks, naravni ali sintetični, ki naredi to področje tudi vodoodbojno. In preko tega potem gre zaključni sloj. S tem zavarujemo v bistvu ta spodnji del pred vodo, ki špica gor, da ne bi začela nabrekati zadnja luska na fasadi čez čas, ko se vlaga noter nabere ali pa ne, ker to odbija vlago. Kolikor tega ni, se tam lahko malo vlage vpije, tudi v stiropor se pije malo vlage, po zimi zmrzne, začne počasi ta vogal cveteti. In spet fasade, je sicer 10 let garancije za izdelek, ampak po evropski zakonodaji in tudi že pri nas davno, vsak gradbeni material je testiran na 50 let življenjske dobe. Tako da mora vsak material, ki je tako vgrajen, pa ima ta nek certifikat, je testiran na 50 let življenjske dobe. Ne na 2 leti, ali pa 3 leta, ali pa dokler firma ne bankrotira, ki je gradila, da je ne morate preganjati več. Zato, tu piše, gledajte, tehnična zahtevnost, 3 zvezdice, stroški 2 se pravi, to je malo dražje. To je spet za to isto v področju praga, ampak to je enako kot prej. Tule pa zdaj imamo prezračevalno fasado iz desk in to je napisano, tole rdeče piše, to so v bistvu, se šli zbrete, pomeni deska, ki zapira. Skratka, tule je mrežica prezračevalna, potem tale deska, ki jo lahko odstranimo in vrnemo, če bi čez čas se kaj z njo dogajalo. To gre spet za isti primer kot prej, neka lesena konstrukcija, ki malo gleda preko plošče. Nosilna ravnina je tole je samo ravnina izolacije. V tem primeru to ni neka lesna vlaknena plošča prišraufana na osnovno konstrukcijo, ampak je to na podkonstrukcijo nečim zaprta in potem vpihana celuloza ali dana kakšna druga izolacija v obliki vlaken. Konopljina plošča, celulozna plošča, lesna vlaknena, poltrda, mehka in tako dalje. In potem je tu horizontalna, to je vertikalna letev, horizontalna letev, ena tu, dalje gor, in, vertikalna letev in horizontalna deska, se pravi tu skozi se mora zračiti. Spet sta tehnično bolj zahtevno, pa 2 sta, se pravi malo več evrov. To je zdaj, to pa zdaj enako kot prej, pa spet malo ven potegnjeno, isto lesena konstrukcija, pa spet premaz. Koliko še imam časa? Gremo tu vsega kazati, gremo reči na primere v živo. 10 minut. Še 10 minut. Pa gremo ven, pa s tem zaključim. Ta dokument lahko dobite, potem pa gledate. Boste vse dobri. Ja. To je v bistvu zelo dober priročnik za projektante, za izvajalce, za vsakega kot opolnik, ki gradi.
Če drugo ne, spodbudite projektanta, naj to preštudira, pa naj vam pove, kako bo to naredil, da bo varno. Imaš štele najbrž. Ja. No, tako pa to zgleda pol živo, v bistvu, ko je okno vgrajeno, tile premazi, nek trak vmes, povezava med spodnjim delom, tem delom, ena odmestna faza. Ja, to smo pa delali tako 2.7, 2.8 smo delali prve take pasivne vrtce pri novem, gledajte, to je prak pod vrati, kjer se gre iz učilnice na teraso. To zunaj je debelina izolacije temelja. Potem smo pa tu probali pod okni tesniti, toplotno izolacijsko dati nosilni material in seveda, da bo to toplotno in glede vlage vzdržno. Tu smo samo vzorec okna postavili zraven za ilustracijo. To je tako, kako izgleda ta masa, kar v eni kanti premažeš, smo položili navzdol. To je pogled od zunaj, vrata imajo, namreč to je zdaj ta material, ki smo ga potem vsega tega še premazali od zunaj, to je zgoraj spodnji rob panoramskega okna. To je ta stirodur, ki smo ga potem še premazali, to je vmes ekspanzijski trak za tesnenje. In ko se to vse premazalo s hidroizolacijo, preko na zunanje eslik, se pa ta zavihek dol zaviha. In potem smo dali še preko pločevino, nerjovečo. To je z enega drugega gradbišča, kjer smo v bistvu podzidek opeko premazali in potem je šla toplotna izolacija podzidka, hkrati smo podali še toplotno izolacijo tu noter, v vodoravno. To je bil primer hiše, ki jo je ena stranka kupila na sodišču kot v licitaciji in so temelji naredili tako, da so samo skopali z bagerem en jarek in noter vrili beton. Se pravi, temelj je bil na višini ravnine vegast. Tam nismo mogli nobene izolacije zraven dati, če bi hodili temelji tesniti. Zato, ker tako smo v bistvu toplotno izolacijo dali vodoravno. To je ta enostavna rešitev. Tu je bil temelj plošča preko, temelj je bil vegast. To je bil teren, tu je bila plošča dalje, to je hiša bila. Nismo mogli dati toplotne izolacije tu noter, ker je to bilo neravno, smo dali do tu, potem smo dali pa tu. Topel zrak, toplota, potuje tu, okrog iz plus 20, da pride naprimer na minus 10 stopinj Celzija. In ta pot je pomembna, kako dolgo toplota rabi, da pride ven, potem je to vprašanje, koliko se bo tu ohlajalo. In zato lahko to pot podaljšamo tako, da naredimo izolacijo temelja čim globje, do 5 temelja ali pa tudi kaj manj, pa gre potem toplota tak pa sem gor. Če pa ne moramo iti tu dol, pa lahko damo to vodoravno, pa s tem podaljšamo pod toploti sem, ker tu pride ona zunanjo klimo. Tu spodaj je še zemlja. In če to pod čim dlje podaljšamo, potem dobimo tu noter bolj tople razmere in hkrati potem se ta plošča, ti temelji čez zimo po 3 letih ogrejejo na neke konstantne temperature, precej visoke in rabite manj ogrevanja. Zato je ta trik temu pravi izolacija s predpasnikom. So si Nemci zmislili šurc šalong, šurc je šorc. Dialektu ponekod pri nas. Lahko tako položiš izolacijo, tako ali tla vseeno, odvisno od razmer. To zelo malo košta in dobite tu odlične razmere, ki varujejo ta vogal, hkrati pa povzročajo, da omogočijo, da ta notranja akumulacija čez 3 leta aktivna. Gremo tu naprej. No, tu je potem šla lesna vlaknena plošča gor dalje, gledajte, tako debelo je bilo v 2 slojih, to je približno, to je 20 cm. In na koncu ometana lepa hiša. To je primer slama z blatom, stara hiša, ki je bila rahlo nagnjena, na Goričkem, arhitektka je obnovila, to je njena domačija in potem kako zdaj to fasado izravnati, s nekim naravnim materiali. Osnova so bruna, to je v bistvu cimprana hiša in potem smo naredili tako, da smo s neko vitko konstrukcijo, gledajte, plohi, pa spodnja pasnica, ki smo jih prišraufali na leseno, ampak nagnjeno osnovo, zapolnili z slamo z blatom. To je na podoben način delana ena hiša
kjer smo dali isto slamo zilovico 16 cm, potem trstično izolacijo 5 cm, na koncu apneni met. Tule vidite podkonstrukcijo, vitka konstrukcija, znotraj diagonalni paš, potem to zapolnjeno, se slabo vidi, slama z blatom in hiša tako izgleda. Zdaj že 7-8 let. Potem enako delavnico smo imeli enkrat na Goričkem v enem art središču, kjer je bil kolega zraven, on je bil prva runda, ki je to delal 7 let nazaj, zmešali ilovco, tako brozgo kot za omlete, na steno dali 3 deske opaža, malo razmika, slamo zmešali z blatom in položili noter. To je potem šlo tako počasi gor, v 4 segmentih po 60 cm, vedno 3 dni približno, bi bilo fajn, da se suši, ampak mi smo, lahko gre tudi hitreje, se pravi 60 cm daš 3 deske opaža, po 2 dnevih greš naprej, drugo višino pa prvo desko, lahko srednjo desko ven vzameš pa porabiš gori. Tam 4-5 dan pa v bistvu že oboje toliko stoji, da lahko daš vse deske gor. Moraš paziti, da se ti to ven ne zleze, zato puščaš oporo nekaj časa. Potem preko lahko gre trstična plošča, vertikalna letev in potem preko macesno opaš in to je v bistvu prezračevalna fasada. To je tako osnovna schema, to se lahko seveda tudi še malo z blatom zamaže, to se lahko pobarva in primira, spodaj letev za prezračevanje, da ne gre notri ose gnezda delati ali pa sršeni in tako dalje. To je v bistvu zelo taka varianta, to noben izvajalec ne dela, to nas zna to napraviti, ne? Ampak hočem reči, to lahko, 4 ljudi že to naučil, 4 stranke, da so to sami delali. Tako da to je najceneje, zemlja je ponovadi od tam, če ne pa odkje pripelješ, slamo kupiš, če nimaš lastne, ne košta dosti, vodo rabiš nekaj ljudi, pa nekaj desk za opaš. Deske so pa lahko kakršnekoli kvalitete, lahko jih pozneje zakurite. Izolacijska vrednost tega sistema, sem dal to zmeriti laboratoriju akreditiranem, enaka debelina je enaka izolacijska vrednost kot polno bruno. Zovem. Koliko se pa to nabije? Ne stiska se fest. V bistvu z roko rahlo potlači, čim več lufta, da stoji, je toliko boljša izolacija. Če hočeš imeti pa to v predeljni steni, da bi imel bolj hrupno izolacijo, pa daš več blata, pa bolj nabiješ, da duši zvok. Ne? Ko se to na koncu malo vsede od zgoraj dol, pa nastane tak žep pod vrhom, centimeter, 2-3, pa samo enostavno spet snop slame, pa noter zabašate. Ali pa kako drugo izolacijo, ko je to suho, potem samo to zabašate in je spet polno in je to v bistvu zapolnjen prekat. Ta slama je zrezana ali kar izpale? Ne, to v infuzi, kar razpustiš pa premečeš z rokami ali pa z lopatami ali pa celo eni. Ta zadnja stranka s tisto hišo na Goričkem je imela 4 metre dolgo kat, pa noter kar 300 litrov vode, pa dosti slame, pa so to namočili v veliki količini, 5 minut, hvala, večjo količino, tako da so imeli morda za pol ure dela. Tam, ko smo imeli tiste delavnice, smo imeli pa mi organizirane cikle, 8 ljudi nas je bilo plus jaz, pa smo vsak je nekaj delal in smo v bistvu krožili in se v bistvu 8 ljudi na tisti stavbi ravno prav zvrstilo. Tako da, odvisno, kako si zamisliš. To je ena druga hiša, ki, hotel sem pokazati hidroizolacijo pa te dvojne pasnice prej, kako to pasnico, jaz najraje naredim, na tla, vogal, spodaj beton, pa imamo tu zdaj tak profil, pa tam tak, ne. V bistvu lahko delamo tak, da iz 2 polovičk. Najprej gre ena skozi, ne, potem pa gre druga skozi. In dobite na vogalu to. Spaj 2 ploha. Zašraufamo prvega dol, tule pustimo luknje in potem samo to skupaj zašraufamo. Ali tako v tla, ali pa tu lahko prvega zašraufamo v tla, tako da je, spaj, če prvi, pardon, da sem moral narisati. Ja, dobro, ok. Prvega lahko tu poglobimo luknjo, pa damo vijak, pa matico noter, da je to potopljeno, ne? Pa gre skozi do betona. Potem pa gre drugi lesen gor, tistega pa samo z desnimi vijaki šrafamo, se pravi lahko samo od tu do tu s krajšimi vijaki. Tako da, in potem smo v bistvu to povezali in je to poveznik, to je horizontalna vez na nivoju temelja za leseno konstrukcijo.
To je ena hiša, ki bo potem tudi na zadnji strani imela tehnologijo gradnje z balami, kjer je stena, plošča, bale bojo vse od zunaj, na eni polički, izlepljene plošče ali pa zove plošče obešene na konstrukcijo in bojo bale samo od zunaj gor položene in s enim tramičem privijačene v osnovno konstrukcijo. To mogoče lahko pozneje razložim ali pa kaj drugič. Ta hiša je vmes zastala, da se prodaja, novi kupci so jim bojo naprej gradili in bomo to morda celo uspeli izvesti. Vmes sem pokazal potem tem, kako narediti gospodarski objekt. Predhodno, to je ena hiša, ki sem jo delal po zimi, križne lepljene plošče, bitumenski trak in potem, gledajte, tu premaze. To je spodaj pod oknom, pod vrati pravzaprav je purenit. Purenit je en tak trd material, ki je na bazi poliuretana, ki je zelo nosilen in nič vlage ne vpija. Lahko gor skačeš, lahko se bo tudi ekstruirani polistiren, gledajte, to je potem bilo vse premazano do vrha gor in tule še, imam sliko? Ne, nimam. Tule še zatesneno s trakom in potem vse skupaj ojačamo. Tako da, spet ta detalj, potem pred zasutjem bo začepo s to folijo zavarovano, tule gledajte potem izolacija temelja, tu naprej bo izolacija cokla, potem pa bo ena fasada. To je pri opečni hiši, spet smo pod vrati oken na teraso to isto izvedli z gradilko. Ta izvajalec je bil zelo zadovoljen na svoje delo, ko sem mu to pokazal. To je pri nas doma. Sem moral zaključiti, si rekel, kje si, da naj pokažem še nekaj prej. Naš hišo pa tako dalje. Ja. To sem jaz zgradil pred 20 leti, 22 leti, našo hišo. V stropu je 8 ton peska, zato da je masa, pa da se vrub skozi ne čuje. To je stensko gretje na podstrešju, na leseno podkonstrukcijo, ilonatomet, lesen okvir, na koncu poslikano. To so suhomontažna tla, nadpramiče, pesek, lesna veknena plošča, potem leseni podigor, dnevna soba, pogledajte našo hišo, terasa, fasada, lesena, prezračevana. Eno hišo smo gradili leta 2006, se mi zdi, prva ekosocialna kmetija. Iz take smo naredili nazaj hišo, sami predelali slamo, položili, imeli tečaj slamokrovstva, trstika, ometi, zunanji ometi, predeljne stene na zraku s sušenimi opečnimi zidaki, glinenimi zidaki, trstika od zunaj omet, metana hiša. Prenova stare poslovne stavbe, pritlična etaža navadna, vmesna nizkoenergijska, zgornja pasivni standard, stenska gretja znotraj na trstiko ilonatomet. Tole je podlaga, tu se vidijo cevke, to je trstika. Odlično funkcionira. Konoplje nasutje v medetažni konstrukciji, 30 cm konopljenega pezdirja, papir, trakovi plute, plohi in potem končni podi. Konopljen pezdir v medetaži, eno nadstropje niže, lesen pod, zabijan z roko, z kolarniki potočkan in oljem voskan, z biovoskim. Sosednji element v te stavbe, potem so to gasilsko garažo naredili center za biologijo gradnje, prizidek, ravna streha, zelena streha, lesena konstrukcija za okna, lesena konstrukcija za okna, taka fasada, vse leseno, pasivni standard, detajli tesnenja, lesena veknena plošča, potem prezračevalni sloj, končna obloga, detajli oken. Detajli poda, gledajte, kako smo zatesnili razvode inštalacij v estrihu, suhomontažnem nasuješ, enostavno zasuješ te kable z nekim nasutji, več teh nasutij obstaja, zato da tam skozi ne piha. Pri vseh hišah, ko pod estrihe dajo cevi, imate toliko luken skozi estrihe, pa jih ne vidite. In pri vseh vtičnicah, pri vseh dozah, pri vseh izhodih cevi iz hiše do priključnega jaška na cesti vleče. In tisti, ko delajo zrakotesnost, test meritve zrakotesnosti, ponavadi tu padajo. Ne pri oknih, ne pri vratih, ne pri strehi, ampak pri inštalacijskih predorih in vodenju inštalacij, kamor več ne morajo priti. Jaz sem delal meritve zrakotesnosti, sem prisostvoval pa za Ekoskat, sem nadziral investicije v take objekte in sem tega precej videl. Nasutje smo naredili v suhomontažne estrihe z ekspandirane gline. Svet krasen material, no, to je za v bistvu tak center sredi vasi, izobraževalno središče, center za biomaso, greva se cerkev, ta dva objekta in vrtec. Pa tu imamo učilnico, pa vzorce. Ni več. Gotovo. Ni šlo, vi treba.